Pozdravljeni. Dober dan. Sva Mirko in Darja Roba. Poročena sva dobrih 31 let, imava 4 otroke, 3 že odrasle, eno osnovnošolko oziroma 2 fanta in 2 punci. Z Dižem sva se spoznala sorazmerno pozno, vendar, kot bova v nadaljevanju še kaj več povedala, ni v življenju ni nikoli za nič prepozno, tako da še naprej poskušava graditi najin zakon. Povabljena sva bila, da pripraviva to stotinko za odnose, pa sploh nisva vedela, kaj bi vam povedala. Na koncu sva se odločila, da z vami podeliva Božjo besedo, ki naju v življenju spremlja, pa nekaj misli o tem, kaj sem se naučila na Diževih seminarjih. Eno mojih prvih srečanj, bolj močnih z Božjo besedo, je bilo, ko sem po dolgem čakanju četrtič zanosila. Takrat sem bila stara 46 let in spet so se oglasili moji stari strahovi in nezaupanje. Ja, Gospod, kako to? Kako bom mamica pri teh letih? Kaj bo, ko ne bodo cele noči brez spanja? Pa kaj, če bo otrok bolan? In v tej stiski sem odprla Sveto pismo. In beseda je bila iz Izaije 45. poglavje 11. vrstica. Tako govori Gospod, sveti Izraelov in njegov upodobljevalec. Mar me boste zasliševali glede mojih otrok in mi ukazovali glede dela mojih rok? Kar malo pokaral me je Gospod in pokazal, da vse, kar on naredi, je čudovito. Nosečnost je bila v redu, rodila sem najlažje od vseh 4 porodov in na svet je prišla ena lepa deklica z dolgimi lasmi, ki naju razveseljuje, včasih pa tudi malo implicira. Ko so nastopili ti korona časi, sva tudi midva bila precej prestrašena, kako bo šlo. Najprej glede zdravja, oba imava še žive starše, pa tudi finančno, ker sva se takoj zavedla, da po tej zdravstveni krizi bo nastopila tudi finančna. Takrat sem se spomnil seminarja, ki smo ga v okviru Diža poslušali v Njivicah na Krku in skupaj z Marinko in Alešem, Anito in Rajkotom razmišljali o našem odnosu do denarja. Takrat me je močno zadelo to dejstvo, ki sem ga sicer že prej poznal, da pravzaprav vse, kar imamo, nam je podarjeno od Boga v oskrbo. In spomnim se, da sem v refleksiji na koncu seminarja takrat izrekel misel, da sem prišel na seminar s svojim avtom, domov pa odhajam sposojenim, se pravi od Boga sposojenim. In ko sem to premišljeval, sem ob neki večeri, ko smo zopet jedli regrat, ki smo si ga nabrali v naravi in ga imamo zelo radi, in po tistem, ko sem poslušal razmišljanje naših politikov, kako bi morala biti Slovenija samooskrbna, izjavil, da je naša družina pa od Boga oskrbna. Se pravi, Bog je tisti, ki skrbi za nas, ki nam daje to, kar potrebujemo, mi pa moramo le znati to vzeti, uporabiti kot skrbni oskrbniki in hvaležni uporabniki. Tako smo v tem času veliko nabirali zdravilna zelišča, smo posušili za čajčke, jedli takšne in drugačne divje solate, razne dodatke za juhe, rižote. Nenazadnje pa nam je tudi bližnji kmet
nas povabil, da mu pomagamo počistiti v gozdu in smo si sami nabrali dovolj drv, vsaj za 1-2 zimi. In zopet smo lahko Bogu hvaležni, ker je za nas poskrbel. Prednost tega obdobja je tudi to, da greva lahko na sprehod z Božjo besedo. Na današnji je odgovor za moj strah. In sicer Janez v 14. poglavju prva vrstica pravi: vaše srce naj se ne vznemirja, verujte v Boga, tudi vame verujte. To je odgovor na moj strah. Ja, najna šibka stran je res strah. Hitro se ustrašva in strah nama prepreči, da bi lahko naredila nekaj, kar tudi takih stvari, ki jih Bog želi od naju. Ampak taka Božja beseda, kot je današnja, ne bojte se, ne vznemirjajte se, nama daje pogum in upava, da bova nekega dne ta svoj strah tudi uspela premagati. Obilo blagoslova želiva vsem. Adijo.